Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, drage prijateljice in dragi prijatelji gledališča. V naslednjih trenutkih vam bomo predstavili program, ki smo ga pripravili za vas za sezono 2021-2022. Ko sem premišljeval o tem, kam nas bo zanesla naslednja sezona, ki jo napovedujemo, katere so tiste teme, o katerih se vsi sprašujemo in ki nas postavljajo na skupni imenovalec, katere so tiste vprašanja, na katere odgovore smo si že odgovorili ali jih pričakujemo, sem se znašel v zadregi. Spomnil sem se misli Srečka Kosovela. Nobena doba še ni bila tako velika po svojih vprašanjih in tako bedna po svojih odgovorih, kakor je naša. Kako današnje zvenijo misli, ki so stare skoraj 100 let. 8 let je minilo, kar sem z velikimi ambicijami in poln umetniškega navdiha postal ravnatelj. Skupaj smo nato zdrsnili v bančniško krizo. Skupaj smo opazovali teritorialne krize. Skupaj še danes zremo v krizo beguncev. In na koncu koncev smo z vsemi krizami vred potisnjeni pod pokrovko virusne in podnebne krize. Kljub vsemu so v tem času nastale mnoge predstave, več kot 100 jih je bilo. In zavezani smo ostali drug drugemu. Zavezani gledališču. Medtem so odšli nekateri dobri prijatelji, umetniki, sodelavci, nekateri za zmeraj. Velika in nepopravljiva škoda. Prihajali so pa in prihajajo še vedno novi umetniki, novi prijatelji, novi sodelavci, novi navdihi. Bliskovito so se v tem času menjale vlade, še hitreje so se menjali kulturni ministri. Drama, kakršna že pač je, še vedno potrpežljivo čaka na prenovo. Vsa leta sem v uvodnikih programskih knjižic pisal o vprašanjih in temah, ki smo jih ob snovanju programa zasledovali in so bila vozlišča ali skupni imenovalec tistega, kar nas je vznemirjalo, navdihovalo, gnalo v ustvarjalnost. Včasih smo sezonam dali ime, da bi še posebej poudarili zaskrbljenost spričo dejstva, da nekatera občutja, nekateri pojmi in standardi doživljajo popolno preobrazbo ali celo izginjajo. Naslavljali smo nemirni in spreminjajoči se čas. Minula sezona se je imenovala Lebdenje, kar je skoraj preroško. Saj smo se dejansko znašli v obdobju, ki ne pusti ne naprej, ne nazaj. V času, ko nas je COVID prisilil pred računalniške ekrane, v času, kjer z ekranov zrejo naši prijatelji, naši službeni kolegi, hkrati pa tudi vse slike, grozovite slike spremenjajočega se sveta. Naslov Lebdenje bi žal lahko prezrcalili tudi v naslednjo sezono ali pa še v kakšno naprej. Nahajamo se v resnično težko berljivem kontekstu. In dejstvo je, da smo brez pravega orientirja. Kaj nas lahko bolj zanima kot naš bližnji plan na totalu nenehno spremenjajoče se geopolitično-družbene freske? Nenehno si postavljamo vprašanje, kakšni bomo oziroma kakšni bodo morali biti ljudje, ki naj prevzamejo in naselijo to nejasno prihodnost. Verjetno ne taki kot mi, ki smo to realnost pomagali ustvariti. Slutim, da bo poveličevanje znamenitega IQ treba zamenjati s trenutno manj slavljeno čustveno inteligenco. In kaj je osnovni gradnik čustvene inteligence? Empatija. Sposobnost vživljanja v drugega. Sposobnost empatije je kot po naključju tudi osnovni pogoj za delovanje umetnika. Mogoče prav zato tako trdno verjamem, da je umetnost najpomembnejša rešilna bilka vseh naštetih kriz. Naslednja sezona nima naslova. Preprosto drama je. V vseh odtenkih te besedne zveze. Iz terase je bilo včasih videti Ljubljanski grad. Bilo je videti tudi Kongresni trg. No, zdaj je nastala ta velikanska zgradba na področju starega Šumija. In tudi potem, ko bo drama obnovljena, bo pravzaprav potopljena pod to veliko ladjo, ampak kljub temu mislim, da bo nastal trg,
na katerem bo prenovljena drama, že zaradi vsebine, vseeno dominantna postava. V letošnji sezoni prinaša program velikega odra veliko novosti. In sicer 2 krstni izvedbi novih dram, obe sta nastali po naročilu drame, 2 prvi izvedbi prevodov novejših dram in 2 starejši besedili, ki boste pa v rokah mlajših režiserjev prav gotovo doživeli tudi veliko preobrazbo. Tako da se zna zgoditi zanimivo in lepo gledališko potovanje. Zasedbe bodo dobre, kar lahko zmeraj rečem in zmeraj so. Zanimivost vsega skupaj, vsega programa drame je pa, da se vse predstave oziroma vsa besedila, vsi režiserji, da se s humorjem lotevajo konteksta, v katerem smo se znašli. Svet se je končal v ognju. Pogorel je. Ne vem zares, kdo je kriv. Požigalci. Požigalci se bodo razkrili v režiji Jana Krmelja na premieri na velikem odru SNG Drama Ljubljana 25. septembra 2021. Požigalci so lucidna in duhovita metafora jalovosti človeškega nasilja. Jalovosti razlik, ki bazirajo na neki abstraktni ideologiji ali pa nekih družbenih pozicijah in vlogah, ki so nam dodeljene, ne glede na našo izbiro. Skozi en tak duhovit in hkrati blazno surrealen svet govorimo zgodbo o človeku, ki zase misli, da je dober. In to je nek kapitalist, lastnik nekega podjetja, ki v svojo hišo spusti 2 človeka, za katera on predpostavlja, da sta slaba, da sta nasilna, za katera predpostavlja, da mu bosta požgala dom in dom tudi mu požgeta. Ampak dobri človek, ki jo spusti v svoj dom in ima pri tem požigu celo pomaga. Tako da skozi ta absurd se mi zdi, da govorimo eno zgodbo o jalovosti razlik, ki temeljijo na nekih predsodkih, o jalovosti nasilja, o jalovosti vojne. Max Frisch, avtor tega teksta, je bil med drugim tudi velik pacifist in predvsem pa Brechtov učenec. Tako da v bistvu gre za en surrealen svet, v katerem sta humor in smrt, torej humor in konec sveta, globoko povezana. In predstava skuša skozi en tak sodoben format bizarnega, posmrtnega, pogovornega šova, ki ga vodita požigalca, razpreti in res do konca anatomijo nasilja, absurd tega, da svet temelji na razlikah in na tem, kdo je močnejši. In ja, skozi konec predstave odpira eno alternativo, eno opolnomočenje posameznika, in daje en mogoče motiv za večjo družbeno odgovornost.
Kaj bi radi? Kam greva? Kdo pa ve, kam gremo? Vi, na primer. Veste, kam greste? Predstava Žak in njegov gospodar. Po tekstu Milana Kundere in v režiji Dorjana Šilca Petka. Premierno 16. oktobra 2021 na Velikem odru Drame. Vljudno vabljeni. Kunderova priredba Diderotjevega romana Žak fatalist in njegov gospodar je v Kunderovi obdelavi preimenovana v Žak in njegov gospodar. Na nek način je filozofsko potezo fatalista preselil samo iz Žaka na oba lika in jo naselil z vprašanjem, kdo sem oziroma zakaj sem takšen, kakršen sem. Protagonista se sprehajata po enem odprtem terenu, po enem odprtem svetu, v katerem v bistvu vladata ona dva in njune zgodbe, ki si jih pripovedujeta, in zgodbe likov, ki jih srečujeta po poti. Njuno krovno vprašanje je, kdo sem v luči zgodb, ki jih poslušam, oziroma kdo sem, ko sledim zgodbam, ki so napisane v svetu. Skozi to v bistvu igra na svoji neki veliki shemi, prevprašuje vprašanje zgodb, ki nas oblikujejo, oziroma razlogov mitoloških ali socioekonomskih ali preprosto družbenih, zakaj smo, kakršni smo. Oziroma, natančneje se ukvarja s tem, kakšni smo v družbi, ki je obsedena z maščevanjem, z zlom, z vulgarnim prikazovanjem lastnega samoprava in tako naprej. Kundera je priredbo pisal v času ruske okupacije Čehoslovaške v tistem času in seveda prežet z frapantnostjo argumenta, tako vas ljubimo, da vam moramo ljubezen demonstrirati s tanki, seveda prevprašuje mere, do katerih dokot lahko gremo v imenu neke strastne politike, koliko čustva, ljubezen, vera, prepričanje, neka subjektivno stališče do sveta lahko upravičuje naše dejanja, oziroma kako daleč lahko gremo, predno se zavemo, da naše dejanja v bistvu proizvajajo škodo nekomu drugemu, saj smo tako prepričani v svoj prav. Tu v bistvu smo soočeni z liki, ki na nek način so preživeli nek svoj družben čas, ampak hkrati še vedno vladajo v njem in v bistvu oblikujejo drug drugemu pojmovno zavetje, pred tem, da bi se morali zavesti, da mogoče se je čas njihovega egoističnega samoljubja zaključil in da več niso upravičeni do vsega, kar so bili nekoč upravičeni in tako naprej in tako naprej. Teda v bistvu igra, ki na vse pretege se trudi delovati kot komedija, izpade vse prej kot komedija, ampak bolj ena srhljiva slika ali pa ena grob prikaz vulgarnosti našega delovanja, ko živimo v svetu, v katerem smo ostali brez kakršnekoli samorefleksije, ko upravičujemo sami sebe skozi tradicijo, napisano je tako, zmeraj je tako, tak pač je in tako naprej. V bistvu seveda tekst skozi to na nek način poziva k neprestanemu prevpraševanju vsega, kar se nam zdi gotovo, kar se nam zdi prepričljivo, oziroma v eni dobri racionalni tradiciji ali pa tradiciji racionalizma v kontrast s strastem in čustvom in samoopravičevanju skozi te mehanizme v bistvu poziva gledalca in bralca besedila v originalu in tako naprej in ustvarjalce nas, da prevprašamo, kaj je resnica našega vedenja, resnica naših stališč, resnica naših prepričanj, zakaj ustvarjamo podobo o svetu, kakršno ustvarjamo. Teda v tem mislim, da je besedilo za danes točno in aktualno in relevantno in da nagovarja neko generalno družbeno klimo, v kateri vsi brezglavo iščemo svoj prav in se tako v bistvu opredeljujemo do družbe, od političnega, do osebnega, do odnosov, do drugih inštitucij, avtoritet, kakorkoli, do vseh relacij drug z drugim. Kje si pridemo lahko skupaj, oziroma kje stojimo drug nasproti drugega in kaj je ta razlika, ki vlada med nami, da nam na nek način
da nam ustvarja v bistvu diskurzivni prostor, kdo smo in tako naprej. Tako da ja, Žak in njegov gospodar. Okay. Vse okay. Vse okay, ja. Vse okay, to je vse okay. Vse okay, tekst pa ne. Vse okay. Vse okay. Vse okay. Vse okay, vse okay. Vse okay. Vse okay. Vse okej. Predstava po besedilu avtorice Simone Hammer v režiji Matjaža Fariča. Premiera 23. decembra na Velikem odru SNG Drama Ljubljana. Okej. Vse okej je prispodoba sveta, ki ga poganjata kapitalizem in korporacijsko upravljanje. Ni naključje, da se celotna fabula odvije v sobi pobega. Ko iščemo izhode teh zagad, se velikokrat znajdemo pred še večjimi ugankami. V bistvu se uganke zapletajo same po sebi in presegajo naše zmožnosti. Vsi akterji v tej sobi pobega prisegajo na to, da je vse okej, v bistvu pa nič ni v redu. Vsi se zelo trudijo, da bi dali videz, da sodelujejo na polno, v mislih so drugje in v tej svoji nesrečni odsotnosti storijo toliko napak, da se izkristalizira ves nabor nesporazumov in problemov, ki poganjajo predstavo. Dogajanje lahko spremljajo na več ravneh. Na neki pravljični ravni, na ravni krutega in nepopustljivega sveta, v zunanjem kontekstu, ki ga osvetljujeta upokojenec in čistilka. V neizprosnem ritmu se odvije ves nabor možnih medsebojnih konfliktov in vse frustracije privrejo na dan in naredijo sobo pobega še bolj neprodušno. In čeprav se ta avantura nekega podjetja, v katerem skušajo zgraditi odnose, pa jih v bistvu razrušijo, ti akterji ostanejo ujeti v sobi pobega in jo odnesejo s sabo. Sally Potter autorica je filma i scenarija Party, koji me u drami SNG zanima prije svega kao predložak za jedan budući performans. Riječ je o filmu koji u doba Brexita, tada je naime nastao, kao politička satira tretira jedan
vrlo bitan trenutak u britanskoj povijesti, ali naravno ne sa one, bih rekao, prve A strane, nego iz pozicije nekih likova iz buržoaskog društva koji su visoko pozicionirani, koji na izgled nisu bitni, ali preko njihovih odnosa saznajemo mnogo o aktualnoj situaciji u zemlji, o tome što će se dogoditi u budućnosti i čini mi se da u godini kad u Sloveniji dolaze izbori, možda je važno pogledati što se događa iza vrata. Dakle, što političari rade u trenucima opuštenosti i kako njihove male privatne zabave mogu promijeniti čak tok stvarnosti za nas ostale. Tako da prije svega ovaj materijal uzimam kao predložak koji će za vrhunskim glumcima zaživjeti tek u nekoj performativnoj iskričavosti koji će biti, mislim, poziv i publici da u dvorani SNG drame sudjeluju u jednom pravom velikom partiju. Veliki diktator, najznamenitejši film Charlieja Chaplina, za katerega je napisal scenarij, ga režiral in seveda v njem tudi igral, je komedija z veliko mero satire, katere predmet je bil Hitler in nacionalsocializem. Letos bomo v drami po filmu Veliki diktator in v režiji Diega Debreja ustvarili predstavo z istim naslovom. Predstava ima velik potencial, zato ker filmska predloga je odlična, zasedba, kakor sem slišala, obeta, avtorska ekipa pa tudi. Tako da, če vas zanima, vabljeni pridite in pridite čim prej, ker podobnosti s preteklimi časi so srhljive. In lahko se zgodi, da predstava kmalu ne bo več na ogled. Veliki diktator Charlie Chaplina je komična drama, ki paradoksalno obravnava eno zelo travmatično zgodbo druge svetovne vojne seveda in nacističnega terorja. V tem je pravzaprav njena največja kvaliteta, da pravzaprav tragiko združuje s to komiko. Odpira pa temeljen problem, ki ni bil vezan samo na to situacijo, ampak ga je možno danes tudi multiplicirati in prevajati na današnji čas in današnjo situacijo, današnjo ujetost človeka, da je pravzaprav potrebno, bi rekel, vsakršno sistemsko nasilje zatreti in zaustaviti. Tako da ta njegov socialni čut v tistem trenutku je tudi danes izjemno prisoten in se ga bistveno premalo zavedamo, ker je ta nemoralnost današnjega časa pravzaprav pripeljala do tega, da so ti vrednostni sistemi kompletno prevrednoteni in zrušeni. Kvaliteta te zelo zahtevne, bi rekel, filmske ali pa tega filmskega scenarija je seveda, kako to prenesti v gledališki prostor, kako pravzaprav doseči to njegovo izjemno, bom rekel, kontrastiranje med to tragiko in komiko, med tragiko teme in komiko seveda pristopa, na katerega pravzaprav prikaže ta problem, da gre za neko klasiko, ki je v tem trenutku ni potrebno, da ima neko politično ali pa neko angažirano obliko, ampak da pravzaprav je ta intimizem in ta rahločutnost te igre pravzaprav mora nekje prenesti to identifikacijo
gledalcu, da bo možno to temo, ki je bila recimo leta 40 vizija neke apokalipse, da bo tudi danes pokazala predvsem na to, pokazala na to kritičnost do situacije, v kateri se človek nahaja in kjer pravzaprav v tej ujetosti sistemski je pravzaprav vedno težje funkcionirati, vedno več je teh pritiskov in vedno manj je pravzaprav človeku omogočeno, da bi se v tem znašel. Posmatrajući svet zadnjih par godina, još puno ranije prije pandemije, ravnatelj Igor Samobor me inficirao sa temom Kaspara Hausera. Tema koja je jako delikatna, a u isto vrijeme provokativna za umjetnički rad. U Handkeu i u mnogo drugim predloškama nisam našao pravu provokaciju, pogotovo ne za glazbeni teatar. Onda sam ja inficirao temom Tenu Štivičić, jer sam smatrao da jedino ona može napisati tekst koji se tiče nas danas, u okolnostima u kojem se nalazimo i ne snalazimo. Na tekstu smo radili oko 3 godine da bi ga finalizirali s naslovom Kaspar Kabare. Lik Kaspara je samo katalizator niz koje prolaze likovi, odnosno internacionalno društvo stručnjaka koji stižu na pusti otok da bi se odmakli svakodnevice, gdje smatraju da će dobiti detoksikaciju tijela, uma i slobode kao nigdje na drugom mjestu. A tema odmora je lov na divljaka. Pojava ovog bića okrene naopačke čitav odmor i poremeti sve odnose. Kako i što s njim, svatko ima drugačije ideje o tome što treba s njim učiniti, kao i teorije tko je, otkud je i kada je došao na ovaj otok. Ali postignu klimavi konsenzus da bi se trebalo nježno ponovo upoznati s civilizacijom i uspostaviti poverenje. Kritički, izoštrenog humora i ironije, ova tema promatra svet u kojem se nalazimo i koji ni na usamljenom otoku ne može napustiti svoje proturječnosti i biti zarobljen raznim interesima, uvjerenjima i predrasudama. Većina teksta je pisan u prozi i stihu, u neobičnom ritmu, što dramskom i glazbenom izrazu će dati posebnost interpretacije. Isto tako metafora pustog otoka kao scenski prostor je od ključnog značenja koncepta predstave. Podjela je fantastična, nadam se da ćemo imati kreativne probe i da ćemo napraviti jednu sasvim drugačiju predstavu. Vidimo se 25. maja. Pozdravljam vas s jednog otoka. Zdaj sem na drugi strani prizidka drame. Pod mojimi nogami je mala drama. Od tukaj se vidi Rožnik, Cankarjev vrh, vidi se, z malo domišljije se vidi parlament za hišami, vidi se Maxim Market, predsedniška palača, vidi se filozofska fakulteta. Ampak mala drama, ko bo drama prenovljena, ne bo več tukaj, bo v kleti na drugi strani. Ampak zagotavljam vam, da bo razkošnejša, večja in varnejša in seveda lepša. Tudi program Male drame je sestavljen iz samih novosti. No,
če odštejemo emigranta, Mroškova emigranta, ki pa bosta v novi režiji, novem premisleku mladih umetnikov seveda doživela temeljito preobrazbo. Ampak nikoli še nismo videli nobenega besedila Margaret Atwood, nismo še videli vseh sjajnih stvari, ki so bile sicer napovedane v lanski sezoni, vendar jih zaradi pandemije nismo mogli izvesti in seveda kot eno osrednjih del male drame nismo še videli #punce in pol punce Jere Ivanc. To bo praizvedba. Živijo, lep pozdrav, moje ime je Nina Ramšak Markovič in jaz bom letos v Mali drami režirala uprizoritev Emigranta. Premiera bo oktobra, v kateri bosta nastopala Marko Mandić in Nejc Cijan-Garlati. Zdaj sama uprizoritev nosi v bistvu isto ime kot drama, po kateri bo nastala Emigranta. Je pa to drama poljskega dramatika Slavomirja Mroška iz nekje 70 let prejšnjega stoletja. Zdaj v bistvu sama drama govori o dveh emigrantih, ki prihajata iz neimenovane države in se nahajata v neimenovani državi. Sta pa en fizični delavec oziroma ekonomski migrant in pa intelektualec oziroma pisec, ki pa je ideološki migrant. In ona v bistvu nosita dva totalno različna svetova, ki nimata absolutno nič skupnega in sta na nek način totalno nepomerljiva. Lahko bi nekako abstrahirano rekli, kot da sta idealist in materialist oziroma dva totalna nasprotja, ki v ničemer ne morata priti skupaj. Zdaj, ta ena dejanka se v bistvu odvija na novoletni večer, kjer ona dva v nekem kletnem stanovanju, v katerem sta cimra, prebivata, medtem ko zgori v bistvu svobodni ljudje praznujejo novo leto in imajo žurko in se veselijo. Zdaj, tokom dogajanja med njima pride konstantno do konfliktov, do trkov, do sporov, ki pa se na takšen in drugačen način razrešijo, ampak v bistvu ta dva sveta sta v temelju nezdružljiva in ne moreta priti skupaj. In pa skozi v bistvu odnos nekako spoznavamo njuna življenja, njune zgodbe, njune pozicije in poglede na svet. Zdaj, kar je nekako meni osebno tudi zanimivo zelo v bistvu v sami drami, kar smo mi tudi ohranili v uprizoritvi, je neka totalna normalizacija v bistvu nekega tega družbenega razkoraka med temi svobodnimi ljudmi zgoraj in pa njima, ki živita v kleti, dobesedno delujeta kot neka družbena parazita oziroma kot neka zajedalca družbena, kot neka odpadnika, kot nekdo, ki absolutno nima nobenega vstopa v družbo. In absolutno noben kontakt, način, kako v bistvu predreta karkoli v neko družbo teh svobodnih ljudi skoraj. In to je v bistvu postavljeno kot nekaj absolutno normalnega, kot nekaj naravnega skorda, kot nekaj, kar v nobenem trenutku ni v bistvu postavljeno pod vprašaj, ampak neko naravno stanje, kar je po svoje zelo tragično. Kljub temu, da je v bistvu pa dialog med njima izredno komičen in duhovit in je cela stvar zelo duhovito napisana. V bistvu taka neko v bistvu postavitev ti totalne vzporednih svetov, ki živita en pod drugim, ju pa nekako postavlja v neko isto družbeno telo za naš pogled. In s tem smo se v bistvu tudi med tem prizoritvi se bomo ukvarjali, nekim našim pogledom na emigrante, ki kljub temu, da absolutno nimajo nobene skupne točke, ona dva sta dva radikalno, popolnoma nasprotna človeka, ki v svoji matični državi sta tudi pripadala radikalno drugemu družbenemu sloju in se tam v življenju ne bi srečala, ne bi niti pogovarjala, ker so se pač samo družili edino to, da sta iz iste države, v isti državi prebivata, ju naenkrat vidimo kot neko celoto ali pa kot neko isto neko družbeno telo, pa čeprav v bistvu sta človeka z radikalno različnimi mišljenji na vse.
In to je nek pogled, recimo, ki se mi zdi tudi v bistvu kot neka vstopna točka vredno prespraševati danes, ne, sploh v okoliščini vseh teh drugih migracij in migrantske krize in tega, da jih pogosto gledamo kot nekaj, kar lahko vržemo v isti koš, a ne, kot nekaj, kar je v bistvu kot da so oni niso ljudje, ampak kot neka ideja, ne. In ali da so isti, ali da so nekako pripadniki istega družbenega telesa, pa čeprav nimajo nič skupnega med sabo, ne. In ravno mogoče proti temu smo se, temu pogledu ali pa stereotipu mogoče, smo v bistvu za neko metodo vzeli tudi žanr komedije, ki pa na nek način mi zdi vedno iz univerzalnega prenaša v konkretno ravno skozi telo. In v bistvu s tem, da sta ona dva prikazana fizično, meseno, človeško, komično tudi, ampak skozi njune telesa v bistvu lahko vidimo te ljudi zadaj, ne samo neko idejo. Čeprav recimo pri nas pa gre, niso to ti emigranti, kakor je emigrantska kriza, gre za bolj neko klasično zgodbo gastarbajterja, ki ima to iluzijo, da se bo vedno vrnil, ko bo zaslužil dovolj denarja, da se bo vrnil v svojo matično državo in s tem v bistvu vstopil v neko višji družben razred. In pa na drugi strani lika tega umetnika oziroma intelektualca, s katerim se pač tudi mi sami preizprašujemo našo pozicijo kot nekega angažiranega ustvarjalca, ki pa ta intelektualec vidi tega drugega samo kot objekt, o katerem bo napisal knjigo in tako vstopil v neko družbo, družben razred višji in to bo njegova vstopna točka, ne. In v bistvu, če nekako končam z besedami tega intelektualca, ki gleda na tega drugega človeka izključno kot objekt, ne kot človeka, in ga v bistvu vidi kot, da rečem po njegovih besedah, idealnega sužnja. Duncan Macmillan. Vse sijajne stvari. Režija Nataša Barbara Gračnar. November 2021. Prebrala bom nekaj misli psihiatra in psihoterapevta profesor dr. Boruta Škodlarja, sodelavca pri predstavi Vse sijajne stvari. Malo je pojavov v življenju, ki človeka tako temeljno pretresajo in zaznamujejo, kot je samomor bližnjega. Samomor odpira mnoga boleča vprašanja. Vprašanja o teži življenja, o njegovem smislu in o različnih obrazih krivde preživelih. V življenja nekaterih vstopi samomor nenadoma, drugi pa se z nevarnostjo samomora lahko srečujejo daljši čas, včasih že od otroških let. Tako kot glavni junak drame Vse sijajne stvari, ki se je s poskusom samomora svoje matere prvič srečal že kot 7-letnik. Otroku takšen pretres ne pusti več svobodno dihati. Pritiska nanj in ga sili k spraševanju, ali lahko kaj naredi, oziroma ali je naredil dovolj. Tako otrok ni več otrok svojega roditelja, ampak postaja njegov skrbnik. V njem se vprašanje samomora ne vzpostavlja kot filozofsko vprašanje, ker ni prostora za refleksijo. Trgalo se mi je srce. Telo reagira, preden možgani razumejo, reče pripovedovalec v Vseh sijajnih stvareh. In ko imamo strgano srce, nam ga misli ne morejo dograditi ali zašiti. Praznina in vse močnejše psihično krvavenje pogosto vodita do točke preloma, do mejne situacije. In v mejni situaciji otroka v Vseh sijajnih stvareh se na skrajnem robu in pred razpadom njegove eksistence rodi nekaj posebnega. Rodi se seznam. Seznam sijajnih stvari, za katere je vredno živeti. Seznam, ki kljubuje brezsmiselnosti življenja in s tem želji po smrti.
To ni razumski seznam, sistematičen in predvidljiv, ni napisan iz glave, ampak je spontan, poln življenja, svetu in iz srca. Ne vlada mu kronos, temveč kairos. Je brez kategorij. V njem je lahko karkoli in piše ga lahko kdorkoli. Macmillan z nizanjem raznovrstnih koščkov pripovedovalčevega življenja, vpetega v psihodramsko formo in s psihoedukacijo, izriše mozaik, v katerem lahko zagledamo trpečega človeka in njegov svet. Ponudi fenomenološko raziskavo, katere preiskovanec smo, poleg ljudi, ki nam ob gledanju pridejo na misel, tudi sami. S tem pa poseže na terapevtsko raven gledališča. Skupaj prebiramo seznam, gledamo njegovega avtorja v različnih življenjskih situacijah, z njim sodelujemo tako v trpkih kot radoživih dogodkih njegovega življenja in si ne moremo pomagati, da ne bi na tiho pri sebi pisali svojega seznama tudi mi. In zdaj, ko smo priča koronavirusni bolezni, ki razsaja okrog nas in je le vrh ledene gore bolezni našega časa, krvavo potrebujemo tak seznam. Seznam stvari, zaradi katerih je vredno zjutraj vstati, vztrajati in si prizadevati. Seznam, ki odpira vrata empatiji in dialogu in zapira vrata stigmam in predsodkom. Živijo, a vas lahko nekaj vprašam? Ja. Okay. A vi poznate kako pravljico? Trnjulčico? Ja. Dobar dan. A vas lahko malo zmotim? A vas lahko nekaj prosim? To je. Potem sem pa jaz včasih zaspala vmes pred koncem, preden je bilo konc pravljice, sem jaz zaspala. A vas lahko malo zmotim? Mogoče bi pa zdaj morali začeti brati pravljice. Več pravljic bi si morali pripovedovati. Pa, ne, se zgodi, jaz sem jih tudi večino pozabila. Srečno, enako, lepo smejte, lep dan. Lep dan. Treba si bo pripovedovati več pravljic. Pravljice so fajn. Ali pa jih brati ful je enih lepih napisanih. Ali pa nove pisati. Ena nova, Zrcalce, zrcalce, pojedla te bom, bo decembra v Mali drami SNG Drame Ljubljana. Se vidi. Kaj se zgodi, če babica in dedek, izkušena bralca pravljic, nekega jutra ugotovita, da nista več v svojem stanovanju? Ni kuhinje, da bi skuhala čaj, ni jutranjega časopisa, ni telefona, da bi koga poklicala, predvsem pa tudi ni stare knjižne police s starimi knjigami pravljic. Vsak trenutek pa bodo prišli vnuki, da bi poslušali pravljice. Kaj se zgodi, če babica in dedek, prava poznavalca pravljic, ugotovita, da sta brez knjig pobrkljala vse zgodbe in pravljice? Zmešala sta pravljična števila in prave barve, pa pravljične like in pravljične dežele. Je imela Sneguljčica 3 kozličke ali 7 prašičkov? Je rdeča kapica ugriznila v rdeče ali zeleno jabolko? Katero pravljico bosta sploh lahko povedala vnukom? Kaj se zgodi, če babica in dedek, pravcata pravljičarja, ugotovita, da sta se sama znašla v pravljici? V hiši medvedje družine sredi zakletih gozdov, v katerih so volkovi in čarovnice in rajskih vrtov, v katerih rastejo cvetoče vrtnice in živijo rajske ptice. In edini način, da bosta pravčas prišla v svojo dnevno sobo s čajem in pravljičnimi knjigami, je, da pustita svoji bogati domišljiji prosto pot, da se spomnita svoje pravljice in jo povesta tako, kot jo želita. Zrcalce, zrcalce, pojedla te bom je zmešnjavna pravljica.
Je napeto in dinamično potovanje skozi labirint pravljičnih ugank in vprašanj, nalog in preizkušenj. Skozi ta blodnjak pa niti najboljša zgodbarja ne morata čisto sama. Le kdo jima lahko pomaga. Jera Ivanc v programski knjižici drame napiše, da si med tem, ko piše tekst punce in ne punce, zastavlja vprašanja, kot so, kaj je feminizem, kaj je feministična predstava, kaj je feministični tekst, kaj je tekst, kaj je gledališče, kakšna je vloga gledališča, kaj je vloga družbena, spolna, gledališka, kaj je moč gledališča, kaj je ženska, kaj pomeni biti ženska, kaj pomeni biti ženska danes, kaj pomeni biti človek. No in predvidevam, da si bomo ta in še veliko temu podobnih vprašanj zastavljali tudi mi med procesom predstave. Mene pa v tem trenutku to spomni na eno pesem srbske pesnice Radmile Petrović, pa bi jo prebrala. Iz zbirke pesmi Moja mama zna šta se dešava u gradovima, ko prideva v dramo. Radmila Petrović, pre polaska u školu znala sam šta je oduzimanje. Bila sam opet žensko. Mama je plakala u porodilištu, deda opsovao kad je čuo. Samo je baba umrla na vrijeme. Svuda pogledi srpovi pratili su zašta ću se uhvatiti. Voljela sam pištolje, bagere i čekić. Šta će ti to, ti si žensko. Žensko si, govorili su. Sedela sam tati u krilu, okretala volan traktora. Na filmu to nikad nisu prikazali. Tamo devojčica drži kormilo, s očevom rukom na leđima, ima more ponosa da potopi sve naše poljane. Ovaj kadar je drugačiji. Volan je utešna nagrada. Dali su mi udžbenike i držali medalje od alata. Šteta što nije muško, mislile su strine ispod oka. Uvek sam uspevala da sve uradim kako treba, a oni mi nikad nisu oprostili što sam Radmila. Marca 2022 u Mali drami Punce in polpunce. Vabljeni. To leto bomo delali še en ženski projekt in sicer nadaljevali bomo misel, ki smo jo začeli lansko leto s predstavo Moj mož. Če smo se lansko leto ukvarjali s sodobno makedonsko avtorico, ki je govorila o položaju žensk, o razmišljanju žensk, o stališča osebne zgodbe, tokrat s tekstom Jere Ivanc bomo se ukvarjali z ženskimi arhetipi in zgodovino ženskosti in ženskih težav. Mislim, da je pa najbolj zanimivo od vsega pri naslednjem našem projektu ravno to, da je nadaljevanje in ravno to, da dokazuje, da to ni bil enkraten dogodek, in da ne bomo primerjali več vsak ženski projekt s Top Girls Carol Churchill, ki je bil več kot 30 let nazaj, ampak da počasi nastajajo predstave, dramatika, ker je to prav izvedba in sodoben tekst, ki so neki novi prostor, ki bo zavzela literatura, ker se ukvarja z ženskami, ampak iz kota žensk, tako ko se same sebe doživljamo. Mislim, da je največji dosežek te še nove predstave že narejen in to je, da se naredijo prostor. In za ženske ustvarjalke in za razmišljanje, da nismo ostali na modni muhi, MeToo gibanja, ki je na politični korektnosti, da je ženskam treba dati prostor, ampak da dejansko se prostor ustvarja in da se ustvarja neko zavedanje, da bi ženske mogle zauzeti več prostora, biti povsod, biti večkrat, bolj resen prostor zauzeti in upam, da bomo pa počasi tudi dosegli to, da
ne samo, da bomo ženske imele pravico govoriti o tem, kako je biti ženska, ampak tudi govoriti o tem, o družbi, o politiki, ampak počasi, saj bo. Saj pridemo do tja, to je pot in koraki so že narejeni in nismo šli korak nazaj, gremo korak naprej, to je najbolj pomembno. Premiera predstave Penelopijada v režiji Livije Pandur 5. maja v Križankah. Margaret Atwood ob predelavi svojega romana v dramsko strukturo navaja, da je njeno dramsko besedilo Penelopijada najprej odsev ali odmev trojanske vojne, potem epske pesnitve Homerjeve Odiseje, pa seveda iz mnogih posthomerskih izpeljav zgodbe od Ovida, Danterja, Chaucerja in Jamesa Joycea. Že sam roman Penelopijada ni le enostavna priredba Odiseje, saj v naraciji najprej postavlja v ospredje zgodbo Penelope in njenih 12 dekel, ki jih ob vrnitvi domov obesi Odisej zaradi domnevnega izdajstva in odnosov s snubci. Homerjeva Penelopa, ki se kot motiv zveste in potrpežljive žene že stoletja vsiljuje kot poučen primer podrejanja žensk, pa dobi pri Margaret Atwood ingeniozno brat, saj se na Penelopino izpoved odzivajo služkinje in postavljajo dve ključni vprašanji. Zakaj jih je Odisej tako kruto umoril in kakšno vlogo je pri tem igrala Penelopa? V družbi, kjer smo še vedno priča nezaslišanemu nasilju nad ženskami, posilstvom, pobijanjem, njihovemu izkoriščanju, neenakosti in podrejenemu položaju, pa je vsaka pogumna izpoved, tako kot v Penelopijadi, postavljena pred sodišče, pred razsodnika, ki naj bi ugotovil, kdo laže, kdo ima prav in kdo je močnejši. Kje se konča laž in kje se razgali resnica? Nam laže ona ali nam govori resnico? V interpretaciji Margaret Atwood je Penelopa predvsem drzna in iznajdljiva ženska, ki se ne le zaveda svoje vloge, ampak jo tudi izjemno pretkano skriva. Svojo podobo pa sestavlja iz fragmentov lastnih spominov in s tem opominja, kako je resnica nenehna konstrukcija in dekonstrukcija zgodovine. Da ne obstaja niti v osebni izpovedi, niti v mitih, ampak seveda nekje vmes. Spominjanje in uprizarjanje teh spominov je zanjo edini način osvoboditve. Mora gledati nazaj, da bi se lahko premaknila naprej. In zdi se, da se lahko samo s pomočjo svojega tega pričevanja končno osvobodi zapora vsiljene zgodovine, v katero so jo ujeli in ske novo zgodbo iz svojih preteklih dejanj. In tako kot mnoge pred njo, ne more izgubiti ničesar drugega razen lastnih verig. V prenovljeni drami, ko bo, če bo, bomo imeli tudi eksperimentalni oder. Eksperimentalni oder, njegova posebnost bo, da se bo lahko odprl tudi na trg in bo lahko služil tudi kot zunanje prizorišče. No, ampak prvi gostje eksperimentalnega odra bojo pa seveda najmlajši ustvarjalci, naši kolegi iz Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Že dolga leta pri nas deluje programska shema Čakajoč Supermana. V letošnjem letu bosta dve predstavi s tem skupnim naslovom. In sicer mladega režiserja Aljoše Živadinova in magistrska naloga Luke Marcena. Kakšen bi bil naš svet, če bi mu umorili renesanso? Kakšni bi bili ljudje, če bi nam bil odvzet humanizem? Čak, kdaj je to? Kdaj?
Ja. Februarja 22, mala drama. No, v glavnem. Kako bi si še osmišljali svoje bivanje? Kako bi se sploh lahko vzpostavil družbeni red brez zavedanja o skupnosti? Kaj je to? To je avtorski projekt Aljoše Živadinova po romanu Arkadija in Borisa Strugackih Težko je biti Bog. Oziroma nekaj po rusko, kar ne znam prebrati. Trudno biti Bogom. Okay. No, kako bi se sploh lahko vzpostavil družbeni red brez zavedanja o skupnosti, družbenih vlogah in o ekonomsko, politično ter kulturno zaznamovanih perspektivah človeškega obstoja? To je to. To je ta Superman. Ja. Lepa. V Arkanarju so imeli občinskega hlapca. Ob delavnikih je goved pasel in lenobo, ob nedeljah in praznikih pa si je na glavo poveznil kapo. Ta kapa je bila rdeče obšita. V roko je vzel helebardo ali sulico in je bil policaj, strah vseh tolovajev. O tem policaju je slišal tudi grozanski razbojnik Cefizel, ki so pravili, da je že 7 ljudi zadušil in 3 ženske. Pa je zasrbelo Cefizlja, da si gre ogledat policaja in je bil tisto nedeljo, ko obhajajo v Arkanarju vsakoletno žegnanje in poboj. Pa je šel v Arkanar in se nastavil policaju tik pod nos. Policaj je rekel: "Hop, Cefizel, teže imam, marš v luknjo. Imamo krojača, ki se mu pravi Rabel, ti bo vzel mero okrog vratu." Cefizel ni rekel ne bev, ne mev in je šel s policajem. Pa prideta mimo Peka. "O," je vzkliknil Cefizel, "dokler še lahko požiram, en sam edini koruzni hlebček bi rad snedel, tako dobrih, pravijo. Ne peko nikjer, nikoder, kakor v Arkanarju." "Nu," je pritrdil policaj, "pri nas imamo masten gnoj, naša moka iz naše koruze je kakor zabeljena." In ker je bil Pek za občinskega moža, mu policaj ni maral odjesti dobička in je pustil Cefiza v pekarijo in se je z helebardo ali sulico postavil pred vrata, da ga počaka. Čaka in čaka, pa ga ni bilo Cefizlja. Šent je bil čov pri zadnjih vratih in se ni niti poslovil. Policaj hud, krščen matiček. Tako je bil hud, da je kar pljunil. Ali Cefizlja ni bilo in ga ni bilo in ni vse nič pomagalo. Poteče teden, poteče ta 2, pride 3. nedelja, pa je Cefizlja spet zasrbelo, da gre v Arkanar. In je šel in se nastavil policaju pod nos. "Hop," je rekel policaj, "ali te imam, zdaj mi več ne uideš." In ga je prijel za rokav. Cefizel je prosil za mere. "Tujec sem," je rekel, "deželan, pa sem zadnjič pot zgrešil do Peka, pa vas nisem našel. Ali mi je bilo malo hudo?" In je šel za policajem, kakor jagnje za materjo. Pa prideta mimo Peka in Cefizel se je spomnil, da je lačen in je lepo prosil in policaj ga je spustil v pekarijo. Mislil si je: "Ti si zvit, jaz pa še bolj, to pot mi ne uideš." In se je postavil na zadnja vrata. In je čakal in čakal, pa ni dočakal, ker je Cefizel to pot šel z Bogom pri sprednjih durih. In je bil policaj sila hud, malo je manjkalo, da ni zaklel. Potečejo 3 tedni. Pa Cefizel spet v Arkanar in policaju pod nos. "Hop," je rekel policaj, "ali te imam, jaz ti pokažem, kaj je butal arkanarski policaj, da mu boš uhajal." In ga je prijel za rokav. Cefizel je prosil za mere. "Ni vas bilo pred vrati," je rekel, "pa sem vas iskal, kje ste. Do današnjega dne sem vas iskal in do tele ure." In je šel s policajem in se ni nič branil. Prideta mimo Peka in si je Cefizel spet zamislil, da bi šel noter in si kupil koruzni hlebček in je milo prosil, da nikoli tega. Pa je rekel policaj:
Tiček ti bi mi rad spet ušel. Pri tistih durih, ne, kjer mene ne bo šijaka, daj sem kaj groš, sam grem kupit koruzni hlebček, pa me ti čakaj tukaj le. In je policaj šel kupit in je prišel nazaj. In ko je hotel Cefizlu dati hlebček, ni bilo več Cefizlja. In je bil policaj tako jezen, da je jezik pokazal za Cefizljem in je še dobro, da Cefizelj tega ni videl. Zakaj Cefizelj je bil gromozanski ropar, ki so pravili, da je že 7 ljudi zadušil in pa 3 ženske. Kaj bi se zgodilo, če bi Alica, Alica iz Čudežne dežele, odrasla in pa tako odrasla, še enkrat skočila skozi luknjo, skozi zajčjo luknjo v Čudežno deželo? In kaj bi se zgodilo, če bi Alica iz Čudežne dežele in Tina iz SNG Drame Ljubljana skupaj skočili skozi zajčjo luknjo v Čudežno deželo? To se sprašujem zato, ker bom v naslednji sezoni igrala v predstavi z naslovom Alica, nekaj solilogov o neznosnosti časa, podnaslov After Party, ki bo nastala po knjigi Aličine dogodivščine v Čudežni deželi, oziroma to bo predloga za raziskovanje, se pravi jaz igrala. Jaz bom raziskovala, skupaj z režiserjem Luko Marcenom in z dramaturginjo Evo Kraševec. Mislim, ko bo čas, za to bom tudi igrala. To bo maja 2022. Pa bom igrala jaz v tej predstavi. Mislim, to takrat ne bom več ta ista jaz, ki zdaj to govori, ampak bom malo drugačna jaz, zato ker to bo maja 2022, do takrat je še dolga. Vmes se bo zgodilo še veliko stvari, dogodkov, spoznanj, ki pač človeka malo spremenijo, Pa tudi, jaz bom takrat skoraj nekdo drug. Res lahko, da bom zamenjala ime. Pa priimek, pa mogoče tudi spol. Ampak definitivno pa stalno prebivališče. Z državo vred. Mogoče pa sploh ne bom rabila tega, zato ker bom igrala pro bono. Zato ker takrat, do maja je še dolga, mogoče sploh ne bo več sredstev za kulturo, ker ne bo več kulturnega sektorja. Mogoče pa bo, no. Mogoče pa bo takrat kulturni sektor, da ga bo lih še sam malo, da bo kulturni sektor v izdihljajih. In potem bomo mi v izdihljajih kulturnega sektorja lih še odigrali to predstavo in gledalci bodo prišli pogledat in velikih bo, zato ker sem zdaj naredila tako zanimivo predstavitev projekta. In jih bo toliko, da bodo v bistvu s številom podprli predstavo, da bomo nekako skupaj rešili kulturni sektor. Pridite pogledat, v bistvu pridite, pa pejte še na druge predstave, pa v bistvu tudi v druga gledališča. V majhna, v velika, pa na koncerte, pa muzeje, pa v galerije, pa v bistvu na knjižne sejme. Jaz sem mislila, da tole ful dalj časa trajalo. Jaz sem še 20 minut pred vajo, grem kar v Moderno. Avtorski projekt Alica, nekaj solilogov o neznosnosti časa,
se idejno napaja iz Carrollove zgodbe Alica v čudežni deželi, pa tudi iz čudežnih dežel drugih pravljic in pravljičnih zgodb, s katerimi smo odraščali. V avtorskem projektu se bomo poskušali spraševati, kaj se zgodi, če Alica v zajčjo luknjo, v katero skoči na začetku Carrollove zgodbe, skoči ponovno in zopet in znova. Kaj se zgodi, če vanjo skoči, ko je odrasla? Koga in na kakšen način sreča v čudežni deželi? V avtorskem projektu nas zanima, kaj ostane od pravljice, ko odrastemo. Koliko pravljičnega uspemo zadržati v sebi, ko odrastemo, in koliko pravljičnega in koliko pravljice je uspelo ostati v sodobnem svetu, v svetu, v katerem živimo v tem trenutku. Zanima me, kakšna je čudežna dežela, ki jo bi našel, če bi danes skočil v zajčjo luknjo za Alico. Koga in na kakšen način bi jaz srečal v čudežni deželi? In ali, če sploh, čudežna dežela v tem trenutku, ki na nek način ne pozna in ne prenese dolgočasja, sploh še obstaja? Ali je tudi čudežna dežela na nek način, tako kot svet, v katerem živimo, postala neznosna? Lanska sezona je bila zelo specifična. Gledališče je bilo za 7 mesecev zaprto za javnost, kar je za gledališče seveda grozna stvar. Ampak lahko povem, da smo ves čas ustvarjali, da smo ustvarili vse predstave, ki smo jih napovedovali. Seveda mnoge med njimi niso mogle do svojih gledalcev, zato obljubljamo oziroma predvidevamo, načrtujemo, da bomo v letošnji sezoni premierno uprizorili v živo vse predstave, ki tega niso mogli doživeti. Prav tako obljubljamo in načrtujemo, da bomo imeli dovolj ponovitev vseh predstav, da bomo lahko svoje dolgove do naše zveste publike, do abonentov in tudi seveda do drugih vrnili. Seveda govorim danes, ko je na razpolago PCT in polna dvorana. Kako bo skozi leto, se bomo sproti morali odločati. Upam, da bo tako, kot je zdaj. Legenda pripoveduje, kako so neke noči ločili Mawal in Wahhab.
niti malo se ne sekiram glede tega, kaj si misliš, zato ker vem, kaj si misliš in vem, da ni res. Sej dolgo čas. Ampak se v resnici ne misliš tega, ne? Kaj? Ja, da sem ji všeč sam zato, ker sem zadetal nekje. Učinkovina je sam drugače zapakirana, namenoma. Tako da ta tvoj dobiva učinkovino. Dobiva močna psihiatrična zdravila. Kaj sorry, pizda, ne fuck off, pizda, jaz že rejem te vaše tablete in jaz vam moram povedati, ok, vrti se mi. Kurac mi gre, pizda, na kurac mi gre, da me folk obtožuje folk, ki ne, pizda, ni lačen, razumeš? Jadran Tisdar, Adriatic Sea, derived from freedom, degen običan. Nikoli si nisem predstavljal, kako je v njeni koži. Kaj sem? No povej mi, daj povej mi, vpraši me, kaj si, odkje si, kdo si? To so ta vprašanja, ki so odmevala v meni, že ki sem prvič prestopil prag vaše hiše. Jaz se nikoli ne spomnim, da bi Miro ali pa Stanka rekla ali pa naredila karkoli tasga, zaradi česar ne bi hotel, da veste, da je mojemu fotru ime Safet in da živi v Bosni, mislim Buhu. To je vam ime? Vesna Bededejčič. Vesna. Kada sem ostal sam, nikad se više nismo sreli, jer nju je odnio dan. Danima kiša lije, kroz prozor gledam sam. Prošlo je već mnogo dana, obuzet ad me san. Setih se i onog jutra i našeg rastanka. Setih se i tihe rijeke sa kojom je otišla. Divna je ona bila. Veliko se lahko zgodi v 3 letih, Gleb. In veliko se res je. Moj dom sta izvršni komite in moje delo. Čakal sem 3 leta, zdaj ne bom več čakal. Ne boš ti videla lastnika. Rusija ima več volkov kot strojev. Hlebec kruha je pravljica. Kdaj bomo buržoazijo skrapili za vrat? Počasi, počasi. Moškemu ni treba vedeti, dokler je ubijati laže kot živeti. Kaj vse se skriva v človeku, kaj? Pozdravljeni. To je lahko res ekstremno slabo. Thank you.
ona to bila. Preklet rep hudičev, jaz sem tako zmatrana. Umetnica bi bila zafrustrirana, zapufana z nezakonskim otrokom. Ne razburjaj se. Tam zadnji si skril, da pa to preklete. Prišel se mož, pazi Robert, pazi. Imate kakšne sorodnike v Avignonu, upam? Kjera vam je pa bolj všeč? Ona ali jaz? Gospa Ester. In vendar ima prav ta žival. Kam je šla vsa moja vzgoja? In kam vsa moja kvazi aristokratska rafiniranost? In vendar se je treba zbrati za poslednjo bitko in se na novo sestaviti. Antwerpen, 23. november 1988. Ves dan preživel pri starših, kljuboval peklu ugodja. Moja mama, Elena Trublane, ima dušo umetnika. Znala gat, ne da bi trenila z očesom ali zardela. Odšel sem, ker se mi je od njene silne vročine kri spremenila v prah. Kaj delaš? Prihajam na idejo. Sinoči sem se videl v prsi, notri je velika rana. Svoje srce si videl. Ne. Pripravi me, spat grem. Pravkar sem te spravil po konci. In kaj potem? Ne moram te vsakih 5 minut spravljati po konci nazaj v posteljo delovno. Čutim, da sem malo preveč naprej. Čutim, da sem malo preveč nazaj. Ne stoj tam za stolom, v strah me spravljaš. Klod. Ja. Da morda ne začenjava česa pomeniti. Drama festival, mednarodni festival, tako kot je nastal s časom, bi moral biti že 7. po vrsti. Žal smo 2-krat ga morali odpovedati zaradi covida in zaradi ukrepov. No, trdno verjamemo, da bo v naslednji sezoni, se pravi, da bomo konec maja spet gostili Drama festival. Na Drama festivalu bo kot prejšnja leta bo veliko naših prijateljev iz tujine. Obljubljam pa, da bomo na tem festivalu začeli in končali z našima premierama. Glavna avtorica festivala je Eva Kraševec, skupaj z mano sestavljava program. Podelili bomo in podeljujemo že nagrado Jerneja Šugmana, nagrado, ki jo pravzaprav podeljuje občinstvo za najboljšo predstavo. V času covida, v času prvih ukrepov je nastalo nekaj pravzaprav čudovitega. Igralci so poklonili posnetke svoje ljube poezije, svojih ljubih kratkih zgodb in mislim, da je bila to strašno lepa gesta in iz te geste se je porodila ideja, da bi imeli tudi svojo zvočno knjižnico poezije. In začela je nastajati zbirka.
Avtorica zbirke je Tatjana Stanič. Še ena stvar, ki je nastala prav tako v istem času, in razmislek o tem, kaj lahko v času, ko smo bili odrezani od publike, kaj lahko storimo. In porodila se nam je ideja, začeli smo snemati našo znižnico zvočnih posnetkov dram. In sicer v lanskem letu smo posneli 2 drami Daneta Zajca, letos nas čakata še 2. Snemali bomo Strnišo, Smoleta, Hinga, seveda ne bomo pozabili na Linharta, na Cankarja, na Gruma in tako naprej. Že nekaj let objavljamo razpise za mlade pisatelje, za mlade dramatike. Mladi dramatiki napišejo po svojih najboljših močeh in potem jih pri nas sprejmemo in grejo skozi neko krajšo šolo pisanja, krajšo šolo umetnosti, krajšo šolo gledališča nasploh. In njihovi izdelki so objavljeni in njihovi izdelki so tudi uprizorjeni ali kot bralne uprizoritve, lansko leto celo kot film in tako naprej. Pa še ena stvar je, ki jo že nekaj let zaporedoma pri nas gostimo, in sicer to je šola kreativnega pisanja Simone Hammer. Vsa ta besedila so objavljena, vsa ta besedila so tudi uprizorjena kot bralna uprizoritev, včasih pa celo kot prava uprizoritev ali pa kot film. Preostane mi samo še to, da vas povabim na naše gledališko popotovanje v naslednji sezoni. Seveda bo popotovanje omejeno z ukrepi. Kakšni bojo, ne vemo. Edino, kar vemo, je, da bo pogoj PCT prav gotovo veljaven. Če lahko povem eno svojo izkušnjo, septembra smo lahko igrali, vendar so bili pogoji taki, da so bile dvorane tako rekoč prazne. Ljudje so se bolj kot o predstavi spraševali o tem, kdo okrog njih je kužen ali ni. Zdaj, ko smo vsi pod PCT pogojem v dvorani in ko so igralci na odru testirani, smo pravzaprav v enakih okoliščinah relativno, da ne rečem zelo varni. In če lahko na koncu še povem skupaj z vsemi strokovnjaki, ki o tem govorijo že veliko časa, cepimo se. Cepimo se, poskrbimo za varnost svojih najbližjih, tistih, ki so najbolj ranljivi, tistih, ki jih imamo najbolj radi. Investicije v našo osebno rast so tiste, ki nas skozi življenje bogatijo. In le-te nam prinašajo dodatni zagon, ki nas lažje popelje do zastavljenih ciljev. In kultura je zagotovo področje, ki ga moramo res gojiti in iz nje črpati navdih za različne življenjske izzive. In zato smo v družbi Mastercard zelo ponosni na naše partnerstvo z SNG Dramo Ljubljana, tekom katerega sodelovanja bomo podarili 200 vstopnic za obisk gledaliških predstav študentom iz socialno šibkejših družin. In ravno številni študentje so se v času korona krize namreč znašli v stiskah, zato želimo v pomoči fundacije Študentski tolar tem podariti tisti kanček kulturnega bogastva, ki jim bo omogočil izkušnjo, ki bi si jo sicer težko privoščili.